Dober dan, en lep kolesarski pozdrav. Danes vas vabim, da greste z mano na primorsko Vuelto. Drugač pa smo že v drugi polovici avgusta. Po noči so bile nevihte, tako da imamo danes prijetnih 28 stopinj Celzija. Piha zmeren vzhodnik, sunki tja do 24 km/h. Ker sem šel na pot takoj po 15 uri, je na cesti še kar nekaj prometa, ampak upam, da se bo vse skupaj umirilo. Po glavni cesti sem se iz Nove Gorice odpravil proti Ajdovščini, prvi postanek pa imam čez približno 16 km. Mimogrede, ste slišali, da je Chuck Norris prodal sobno kolo? Ja, je kupil dvosobnega. Primorska Vuelta, to je en moj krog po Vipavski dolini, ki sem se ga domislil včeraj popoldan, in sicer bom obiskal 6 vasi, ki imajo začetne črke V, U, E, L, T in A. Najti moram vseh 6 vasi in obiskati jih moram točno v tem vrstnem redu. S črko V nisem imel nobenih težav, ker je precej krajev okrog Nove Gorice, kamor bi lahko šel, tako da bo moj prvi postanek pri tabli za naselje Vrtovin. Tako, temu bi lahko rekli uspešno opravljena prva etapa. Zdaj pa že hitim naprej proti Ajdovščini, kjer bom v bližini našel naslednjo vas, ki se začne na črko U. Ta je že bila malo težji zalogaj, ker krajev na U v Sloveniji ni tako strašno veliko, še posebej ne v Vipavski dolini. Ja, zdaj sem v Ajdovščini, 25 km imam za sabo in šele prvo črko, ampak tukaj zavijam proti jugu, kjer upam, da bom našel tablo za naselje Ustje. Evo, tudi druga črka je za mano. Naselje Ustje sem zelo na hitro prečkal in grem dalje proti tretji črki E. Ja, s črko E boste imeli največ težav, če boste hoteli ponavljati kakšno podobno hudomušno finto, tako kot jaz. Dolgo časa je bilo v Sloveniji samo eno naselje na črko E. To je bil ta naš vinorodni kraj Erzelj, ki ga bom obiskal tudi danes. Drugi je v občini Koper in se imenuje Elerji. Do leta 2017 se je kraj imenoval Jelarji in od takrat naprej naš Erzelj ni več edini slovenski kraj na črko E. Zapuščam Erzelj, ki je bil hkrati tudi najvišja točka na moji današnji turi, in zavijam v dolino Branice, kjer moram poiskati kraj na črko L. Ko sem to progo načrtoval, mi je Erzelj tako ali tako zakoličil smer in približno razdaljo kroga. In če sem hotel to izpeljati v enem popoldnevu, nisem mogel kaj dosti čarati in izbirati z ostalimi kraji. Zato bom za črko L izkoristil majhen kraj, zaselek, par hiš, Lisjaki, ki se nahaja pod bolj znanim Štanjelom, tako da se ne bom preveč oddaljeval od začrtanega kroga. Čeprav so Lisjaki tle od spodaj v dolini Branice, pa uradno spadajo pod kraško občino Komen. Sicer imamo tukaj na Primorskem tudi zanimiv trojček na L, Lokovec, Lokavec in Lukovec, ampak za današnjo furo so mi vsi trije malo preveč stran od rok. Ja, noter na začetku vasi Lisjaki niti ni označevalne table, tako da sem se za fotografijo zadovoljil s tistim smerokazom, ki stoji 100 metrov pred vasjo. Zdaj pa že šibam naprej proti peti vasi, ki bo na črko T, to je Tabor pri Dornberku. Tudi za Tabor bom moral zaviti ven iz začrtane trase, približno 1 kilometer v hrib, proč od glavne ceste. Me pa zanima, kako izgleda, saj nisem bil še nikoli tam. Ne le v Taboru.
S kolesom sem prvič obiskal tudi Ustje, Erzelj in Lisjake. Tako da moram reči, da mi predstavlja ta igra z začetnicami prav eno prijetno popestritev. Saj če ne vprašanje, če bi se sploh kdaj zapeljal čez vse te vasi. Na roko mi gre tudi veter, ki ga imam v tej drugi polovici fure lepo v hrbet in pičim korajžno še po zadnji 2 črki in domov. Za današnjo progo bom verjetno objavil link do spletne strani Map My Ride, ker sem po 20 km ugotovil, da mi Strava ne snema poti. Jaz sem sicer mislil, da sem stisnil start doma, ampak očitno ga nisem. Bom videl, če mi bo uspelo GPX-u voziti v Stravo, če ne pa itak ni važno. Nekje boste pač najdli pot, po kateri sem šel. Za mano je 5 uspešno opravljenih etap, manjka mi samo še 6. črka A. Zdaj, kdo bi lahko pomislil na Ajdovščino, kjer sem danes tudi že bil, ampak po pravilih si morajo tudi kraji slediti po vrsti. Zame je pa Ajdovščina v tem trenutku že precej od rok. Zato bom rajši izkoristil kraj, ki je bližje mojemu domu, imenuje se pa Ajševica. Tako in pravila zdaj poznate. Tako da, če imate čas in voljo, lahko tudi vi izpeljete kakšen tak akronim. Ni nujno, da je to Vuelta, ampak si lahko izberete katerokoli besedo. Predlagam vam samo, da če niste prav s Primorske, da dobro premislite glede uporabe črke E. Drugač pa se konca avgusta odpravljam še za en teden na dopust in sicer grem na en otok, ki se konča na iste 3 črke kot Vuelta. Načrtujem, da bom tudi tam lahko najel eno kolo in mogoče posnel eno furo za naš kanal. To bo dopust v lastni režiji z Ryanairom in preko Airbnb. Zdaj, če koga zanima organizacija takega dopusta, napišite mi od spodaj v komentar, pa mogoče res en dan posnamem tudi video na to temo. To je bila še Ajševica, zadnja manjkajoča črka v besedi Vuelta. Jaz imam pa zdaj še dobrih 5 km do doma, po ravnem do Rožne doline in potem po kolesarski stezi v Novo Gorico. Super mi je uspela ta igra z začetnicami. V bistvu točno tako, kot sem načrtoval, tako da sem zadovoljen, ker se mi je zelo lepo izpeljalo. Vabljeni na izlet, če boste v teh koncih, na nekaj lepih kotičkov iz Vipavske doline. Evo, sem nazaj, približno 77 km, vozil sem se pa 3 ure in 20 minut. Linki bojo od spodaj v opisu, spremljate me lahko na Stravi, na Instagramu, lahko se naročite na YouTube kanal, če se še niste. To je to, hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.